Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav, z oddaje Župan za vas. Pri Borutu Horvatu, županu občine Turnišče smo v gosteh, lepa hvala za povabilo, Borut, in seveda bo govora o vsem, kar se dogaja, o aktualnostih v vaši občini. Kar veliko se dogaja, veliko razpisov in to je znak, da se kraj razvija, da občina seveda dela. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Kot ste že omenili, kar nekaj razpisov je teko. Moram povedati, da smo imeli kar zdaj javno naročilo za čistilno napravo v Turnišču. Zaključujemo sedaj s tem javnim naročilom. Zdaj drugi javno naročilo oziroma javni razpis je dejansko za spremembo večnamenskega centra v vrtec. To je tretja faza, se pravi vzpostavitev še enega dodatnega oddelka, se pravi še širimo naš vrtec dejansko. Tu upamo tudi na ugodne ponudbe, se pravi spet bo izvajanje odvisno od ugodnih ponudb. Kar nekaj stvari se še dogaja po občini, zdaj trenutno imamo odprto gradbišče v Nedelici, se pravi izgradnjo pločnika, se pravi druga faza, spet nekako v 160 metrov dolžine in pa ravno v prejšnjem tednu so zaključili delo naše javno podjetje na javni razsvetljavi, ko smo v Turnišču 5 svetilk v Mladinski ulici, potem 7 svetilk na novi cesti v Pasike in pa kar 13 svetilk v Nedelici, se pravi nekako smo povezali srednji del Nedelice z zaselkom Gajič. No, krasno. Začeli ste pravzaprav z čistilno, ne? Razpis je bil dan, prijavili se so, sedaj čakate seveda še tisti čas, ki je dovoljen. Obnavljate oziroma gradite na novo čistilno napravo, stara ne da bi bila preslaba oziroma premajhne kapacitete, ampak dejansko Borut gre za dotrajanost stare čistilne naprave. Tako je, naša čistilna naprava je stara 22 let, se pravi na osnovi biološkega čiščenja. Žal ne zadostuje več vsem parametrom čiščenja in zaradi tega se rekonstruira ta obstoječa čistilna naprava, se prehajamo dejansko na nov sistem, se pravi MBBR tehnologijo, tudi povečuje se kapaciteta same čistilne naprave na 6000 populacijskih enot, seveda pričakujemo, da se bo nekako tudi povečalo prebivalstvo in pa tudi gospodarstvo, da se bo razširila gospodarska dejavnost v občini Turnišče. Nekako ravno zaradi tega smo izbrali že v prejšnjem to tehnologijo, mi smo jo preverili, dejansko je to tehnologija, ki je napredek se pravi preskok v tehnološkem smislu. Možno je tudi, da ta čistilna naprava obratuje na manjših, se pravi na manjših populacijskih enotah, pa tudi se še poveča nad 6000 populacijskih enot. Če malo opišem zadevo, dejansko je tako, da smo začeli z javnim naročilom, nekako po tistem, ko smo zagotovili, se pravi zaprli finančno konstrukcijo, se pravi sama finančna konstrukcija je kar velika zalogaj za našo občino, se pravi okrog 3,2 milijona bo nekako nas ta čistilna naprava stala po sedanjih cenah, se pravi lahko se tudi ta cena še kasneje potem spremeni, odvisno seveda od parametrov na svetovnih trgih. Nekako v polovici teh sredstev, se pravi 1,7 milijona pričakujemo na podlagi zakona o financiranju občin, se pravi čakamo seveda še sedaj na končni sklep vlade, da bodo sredstva odobrena v letih 2022-2023, za načeloma ustni sklep že imamo, se pravi v letu 2022 okrog 700 tisoč tolarjev in pa v letu 2023 milijon evrov bo zagotovila država. Za preostanek bomo zagotovili z najemom dolgoročnega kredita, se pravi v višini 1 milijona in pa ostalo pa bomo s tekoče porabe, se pravi z tekočih proračunskih sredstev potem zagotavljali same. Borut, rečem, je nova tehnologija. Vse čistilne naprave pravzaprav v deželi v Muri so delovale na tem biološkem sistemu. Je to kaj drugega? Je to velika sprememba? Nova tehnologija vedno znova prihaja, verjetno pa še bolj učinkovita čistilna naprava. Jaz moram vedeti, da zdaj sedanja deluje prvo na usedalniku, potem pa na bioloških teh ekorolih in potem še na drugem sekundarnem usedalniku, medtem ko ta nova tehnologija dejansko pomeni, da se v reaktorski bazen, v katerem se vse dogaja dejansko, potem naprej gre dejansko v tisto grobo čiščenje, se pravi v odstranitev mulja, v odstranitev se pravi peska in pa potem tudi en preskok v tehnologiji pomeni že to, da dejansko ni več tistega fizičnega, se pravi odstranjevanja mulja, kot sedaj, naprimer pri bioloških potrebno še čiščenje in dehidriranje blata, tako imenovanega izvesti, to bo pa sedaj dejansko v sklopu same čistilne naprave tudi že zajeto, tako da bo dejansko to blato že takoj pripravljeno za odvoz. No, lepo. Bova pustila sedaj čistilno napravo, mislim, da ste vse pojasnili čudovito glede financ, glede financiranja, glede tudi tehnološkega vidika. Rekli ste, vrtec razširjate, kar pomeni, da občina Turnišče ni
demografsko ogrožena, da vendarle mladi so tukaj in da tudi populacija raste. Jaz se moram povedati, da glede na to, da pač tu načrtujemo eno novo naselje, glede na to, da tudi načrtuje se nova tovarna v gospodarski coni, nekako potem tudi se vidi potem na samem vpisu. Zdaj lansko leto moram vedeti, da je bil kar povečan vpis, zdaj letošnjih podatkov še žal nimam, ker ravno poteka vpis se pravi prvi vpis v vrtec. Pa tudi zaradi tega smo se tudi pristopili k temu, da potem je vrtec na eni lokaciji, se pravi za en oddelek še vedno gostuje v šoli, se pravi prostori šole, nekako potem zagotavljamo, da so vsi otroci na istem mestu, se pravi vsi potem imajo nekako svoj, bomo rekel, svoj okoliš, katerem se lahko potem družijo, se medvrstniki tudi igrajo, se pravi zunaj družijo na samih igriščih. Nekako je potem smiselno, da ta objekt, se pravi večnamenski center v celoti spremenimo, se pravi spodnje prostore v vrtec, medtem ko zgornjih prostorih še vedno nam ostane en oddelek za vzpostavitev, če bi bila potreba seveda, in pa potem da nekako na tej lokaciji ostane še knjižnica, se pravi krajevna knjižnica v Turnišču. Seveda občina skrbi za izobraževanje, vrtec, šole, to je pod domeno občin, kakor tudi zdravstvo, tudi tu smo nekaj poprej govorila, tudi tukaj pričakujete neke novitete pravzaprav? Ja, za nekaj smo že vlagali, se pravi v samo zdravstveno postajo pri nas v Turnišču, nekako smo tista sredstva, ki so bila prejeta iz naslova razdelitve sredstev pomurskih lekarn, se odločili, da vsako leto nekaj vložimo. Sedaj je dejansko bil razpis Ministrstva za zdravje, katerega smo seveda vse takoj prijavili in želimo še ta drugi del zdravstvene postaje urediti, tako da bi na koncu pridobili 2 ambulanti splošne medicine, nekako skupno sestrsko sobo, uredili laboratorij v tistem, bom rekel, primarnem ravni in pa potem tudi te skupne prostore malo preuredili. Zdaj, mi smo morali povedati, da smo že v prejšnjem mandatu in po tem mandatu, v mojem mandatu, smo že uredili dejansko WC-je, čakalnico, zobozdravstveno ambulanto, pridobili mlado zobozdravnico, ki že s polno paro deluje, tudi referenčno ambulanto bomo potem s tem tudi uredili, pa pridobili smo tudi sobo za patronažno službo, tako da tudi patronažno 2 osebi sta zaposleni v tej patronažni službi, domačinki, tako da tudi potem nudimo njim neko delovno okolje. Za sklopu same te rekonstrukcije zdravstvene postaje pa bi se tudi še uredilo parkirišče, razširilo seveda, ker zdaj imamo največji problem z parkiranje, se pravi z javnimi površinami, ki so namenjene parkiranju, pa tudi sama stavba bi se izolirala, se pravi dodatna izolacija predvidena na sami stavbi, torej v tem drugem delu in pa potem tudi preureditev malo strehe, ker sedaj je dejansko nadsvetloba, ki pa dejansko zamaka in potem bi s to tudi rešitvijo uredili, tako je tudi ta problem. Kakovost življenja občank in občanov se povečuje s tem, tudi, kot ste prej rekli, varnost Borod z osvetlitvijo ulic, del naselij, v Nedelici ste rekli, da ste imeli največji poseg. Seveda, luči so tisti primarni ob pločnik in vsem drugem za varstvo, predvsem tisti najbolj ranljivi skupini v prometu, to so pa kolesarji in pa pešci. Ja, tako je. Sedaj poudarjamo dejansko tisto varnost in pa zdravje, ne. Se pravi, del tega pomeni tudi, da dejansko ljudje hodijo s kolesarjem, nekako potem tudi s tem sledimo, da poleg kolesarskih povezav tudi nadgrajujemo javno razsvetljavo. Zdaj moram povedati, da kar precej javne razsvetljave je še bilo dejansko na kandelabrih oziroma na stebrih električne energije. Sedaj poskušamo, seveda, ko je kakšna priložnost, tudi bom rekel tako, to spraviti dejansko v zemljo, se pravi zemeljske dela se delajo. Zdaj v Nedelici moram povedati, da smo 13 kandelabrov ponovno spostavili, zdaj upam, da v roku tega tedna oziroma naslednjega tedna bodo dejansko tudi prvič zasvetili ti kandelabri in pa potem smo skupaj s podjetjem Telemach tu v Mladinski ulici v Turnišču tudi spostavili 5 stojnih mest. Tako nekako imamo dogovor se pravi z obema operaterjama, tako Telekomom kot Telemachom, da kolikor oni kajkoli posegajo v cestni svet, tako tudi mi pristopimo tam, kjer ni javne razsvetljave, da to javno razsvetljavo dejansko preselimo v zemljo, spostavimo nov sistem, se pravi na naših kandelabrih, se pravi tudi moram povedati, da malo pač gledamo na ekonomičnost, da potem malo manj elektro plačujemo za najem teh, bom rekel, stojnih mest, kot pa rajši potem vsako leto nekaj damo v zemljo. Odlično. Ne nazadnje, to je sedaj se da dogovarjati svoj čas. So eni prekopavali pa za 3 mesece, drugi in tako naprej. Seveda po tem obdobju korona 2 let se tudi življenje vrača nekako, društveno življenje, gibate, imate tudi velike načrte pravzaprav s kulturnim domom, tudi tam imate zastavljeno investicijo?
Ja, tako je. Moram povedati, da smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za dom gasilcev kulture in športa. Nekako smo se zdaj skoncentrirali na ta kulturni del, se pravi, tu poskušamo pridobiti sredstva, medtem ko potem gasilski del bomo sami, verjetno s svojimi sredstvi, zgradili. Zdaj čakamo seveda na konec investicije v čistilno napravo, da potem lahko tisto pričnemo. Se pravi, čakamo zdaj konkretno na kulturnem področju, ker je Ministrstvo za kulturo imelo razpis za nove kulturne dvorane. Upamo, da bomo uspešni, se pravi, odvisno je potem tudi tukaj od uspeha, v kakšnem času bi to lahko zgradili. Zdaj povedati, da smo nekako potem po tisti prvi izbiri lokacije prišli na to drugo lokacijo, nekako tudi z občinskim svetom dorekli, tudi z samimi uporabniki vseh teh prostorov, se pravi gasilci, kulturniki in pa potem v zgornjih prostorih tudi z strelskim društvom, ki bo imelo svoje prostore, tako da upamo, da bomo potem to lahko v naslednjih letih uresničevali. Borut, dejali ste številne razpise, ki jih treba spremljati. Tu morate biti vseeno v občinski upravi zelo ažurni. Kako pravzaprav razpise rešujete znotraj svoje hiše ali tudi s pomočjo kakšnih zunanjih sodelavcev, kajti to ni tako enostavno, oziroma so kar zahtevni papirologija in pa projekte kot takšne. Jaz zdaj moram povedati, da večino smo v hiši reševali, zdaj kadar pa žal ne gre, tisto pa potem najamemo dejansko izven hiše pomoč, se pravi strokovno pomoč, medtem ko se pa bolj potem pri teh javnih naročilih, javnih razpisih se pa držimo pri večjih projektih, da nam dejansko to dela zunanji partner, ker potem dejansko tudi malo več potrebno spremljati, tudi malo več kontrolirati sami zadev, nekako mi se potem rajši osredotočimo na to, da dajemo zahtevke, da čim prej dobimo denar vrnjen nazaj v proračune. To je dober znak, jasno, da. Borut, kaj menite, prihajajo volitve aprila meseca, ki so pred nami, se bo tukaj v zvezi z razpisi morda na ministrstvih zadeva podaljšala, spremenila? Vemo, da če prihaja neka druga opcija, če bo, to ne vemo, to do volivci rekli, da potem se neke stvari malce zastanejo. To je nekako že običajno. Tu ne pričakujete nekih večjih težav. Jaz zdaj upam, da ne. Zdaj pač, kot ste že prej menili, bodo volivke in volivci odločili, kdo bo dejansko sestavil novo vlado v Republiki Sloveniji. Jaz zdaj moram vedeti, da to vlado nisem imel težav pri samih razpisih, niti pri dejansko obveščanju. Da je bilo dejansko vse občine smo bile na isti način obveščene. Tudi moram vedeti, da preko naših združenj, se pravi Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, smo tako ažurno dobivali vse podatke. Tudi ministrstvo so nam predhodno že najavljalo, kdaj bodo razpisi dejansko prišli dejansko ven, se pravi, ko bodo objavljeni. Jaz upam, da še nekaj razpisov sedaj bo sledilo do volitev, ker dejansko iz sklada za okrevanje in odpornost še določene stvari je potrebno počrpati dokaj hitro in pa potem upam na novo finančno perspektivo, da se bomo čim prej dogovorili za operativne programe in pa čim prej tiste potrebe na ravni regije izpostavili, izluščili in potem skupaj nastopili v tem dogovoru za razvoj regije napram ministrstvu oziroma Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pač nosilec tega projekta, se pravi dogovora za razvoj regije. Vedno se nekako tudi proti koncu pogovora dotaknemo turizma, zelenega Prekmurja, zelenega turnišča. Tudi tu kolesarske steze se kar nekako povezujejo med sabo, predvsem s sosednjimi občinami. Kako je s tem? Jaz se moram povedati, da smo na začetku mandata dejansko bili bolj skoncentrirani na tiste povezave med vasmi, sedaj prehajamo v drugo fazo, se pravi povezava med občinami. Zdaj moram povedati, da je dejansko potem prva bila povezava z občino Velika Polana. Dejansko mi smo tudi v lanskem letu potem izvedli prvo povezavo z občino Dobrovnik, sedaj čakamo, da dejansko v drugem delu še občina Dobrovnik dogradi ta del manjkajoče kolesarske steze. Zdaj razveselilo nas je ravno prejšnji mesec dopis Ministrstva za infrastrukturo o sprejemu našega predloga, da se izriše kolesarska povezava od vasi Renkovci do vasi Dobrovnik. Za nekako neuradne informacije imam tudi, da bo v letošnjem, uradne informacije, da bo v letošnjem letu se pričela gradnja kolesarske povezave od Gomilice, pravi mi smo do Romov zgradili, od Gomilice Romi do Čerenšovec, se pravi do vasi Čerenšovci. Upamo, da bo še naš predlog tudi sprejelo ministrstvo glede kolesarske povezave z občino Beltinci, se pravi od Renkovec, se pravi, mi smo spet nekako šli že nasprotje, nekako mu rekel 90% našega že zgradili v tisti smeri do vasi do občine Beltinci, do vasi konkretno Beltinci.
Zdaj na Zalogu pa še imamo en projekt, tudi najbolj metodo dejansko tudi občani sprašujejo, se pravi vaščani vasi Gomilice, to je pa Gomilice Lipa, to je pa skupni projekt z občino Beltince, kjer ga upamo, da bomo v ta dogovor za razvoj regije ga uvrstili, da bomo tudi ta manjkajoči del potem s te strani povezali. Tako da dejansko jaz upam, da bo v naslednjem mandatu dejansko povezavo z vsemi sosednjimi občinami urejeno, seveda lahko bomo kolesarili, kam bomo želeli. To je spodbudno, ne nazadnje tudi v novi finančni perspektivi Evrope zelena Slovenija, oziroma zelena Evropa, zelena Slovenija, tudi tu se bo morda še kaj dalo. Pa še vedno k temu, Turnišče je vendar zaradi osrednje cerkvene, ne bom rekel ustanove, ni tu center škofije, Murska Sobota, ampak je vendarle tu nekako duhovno središče, Marijina cerkev v Turnišču. Pogrešate verjetno kakšne nastanitve, kakšne dobre lokale, ne nazadnje sedaj se bo začelo zopet odpirati, zdaj so bile na veliko mašo, veliki šmaren, nekaj manj obiska, zdaj se bo to zopet verjetno ustalilo nazaj in tu bi bilo zelo dobro. Romarji pogrešajo kakšno prekmursko dobro kulinariko, kje posesti in kaj zaužiti. Vseeno to je tu rak rana, moram povedati, da je to romarsko središče Mursko-Soboške škofije. Zdaj smo ravno pogrešali te 2 leti, da ni bilo dejansko tiste velike sejemske prireditve ob sami veliki maši, da nekako smo še potem tisti drugi del, ki ga ima nogometni klub Turnišče, ki je organizator te varuške noči, tisto smo še nekako izvajali v obeh 2 letih. Jaz upam, da bo letos dejansko to romarsko središče zaživelo v polnem sijaju. Zdaj tudi priprave že na občinski, se pravi v okviru občinske uprave so se že pričele dejansko za to sejemsko prireditev, ker poleg te še imamo potem Ferencovo sejanje v mesecu oktobru, tisto je nekako bilo obe 2 leti izvedeno, medtem ko tukaj večji dogodek ni bilo. Zdaj, kot ste že omenili, dejansko bi jaz res tu apeliral na domačina, da bi se vsaj eden odločil, da se odloči za gostinsko ponudbo, ker to dejansko sedaj vidim, da je največja potreba. Se pravi, nimamo kam dejansko te romarje, te goste usmeriti, kje bi lahko se kaj dobrega pojedli, domačega pojedli, bomo rekel, značilnega za občino Turnišče. Moram vedeti, da malo smo zdaj tudi pristopili zraven, ker smo en projekt LAS pridobili, se pravi tam v okolici, se pravi na parkirišču, se bo spostavila turistično-informacijski center, ena mala, bom rekel, taka turistična pisarnica z javnimi sanitarijami in pa tudi z enim vrsto ponudbo, se pravi lokalno ponudbo in tako bom rekel ponudbo mat, dejansko hladilnik z ponudbo, ker ga bodo lahko potem gostje si kljub temu vsaj nekaj malega odnesli z Turnišča, z spomina, ne samo z vasi Turnišča, ampak dejansko z celotno občine. Zdaj, če se tu dejansko navežem tudi na našo društvo, moram vedeti, da kar zdaj imam problem velik, ker dosti dogodkov se odvija ravno zdaj v marcu, v aprilu, napovedanih je kar nekaj prireditev, tako da bo pestra ponudba, da bo dejansko tudi se vsak vikend nekaj dogajalo v občini Turnišča, ali to v eni, drugi ali tretji ali četrti vasi. Tako da upam, da bodo se potem tudi sami vaščanke, vaščani, občani, tudi iz širše okolice in pa dlje oddaljeni udeleževali teh dogodkov, tako da bomo dejansko zaživeli potem v tem polnem sijaju naprej. Zdaj tudi moram vedeti, da določene načrte imamo tudi z tistim delom, se pravi ureditev še tega drugega dela parkirišča, tega smo žal letos prestavili v naslednje leto, ravno zaradi tega, ker so se dejansko finančna sredstva, ki jih imamo na razpolago in pa posledično tudi sama cene izvedbe gradbenih storitev zvišale in dejansko nismo si upali še tisto dati v proračun. Nekako smo potem raje špekulirali na ta način, da vsaj 2 te večje stvari uredimo, pa mogoče počakamo tisto prvo leto po volitvah, ko se cene malo spustijo, da potem tudi lažje izvedemo. Borut, vse kaže, da bo življenje zopet v ustaljenih tirnicah, kar se tiče društev, kar se tiče družabnosti, to vsi pogrešamo, to smo komaj čakali. Znebili smo se ene nevole, bova rekla, covida, na drugi strani nam preti seveda, vsaj takole, ko razmišljamo, nam neposredno. Tudi vi ste vaši občini zbirali pomoč za Ukrajino, tudi to je izredno pohvalno. Imate morda tudi v občini, ki je nastanjena, kakšne prebežnike z Ukrajine, kot je rečemo, in seveda hvala v imenu vseh organizacij, da ste poslali tudi pomoč in verjetno še bo kakšna sledila v Ukrajincem, Ukrajinkam, ki so seveda v zelo težkih razmerah.
Ja, res je, nekako smo potem vse 4 organizacije, ki delujemo v občini Turnišče, pristopili k skupnemu zbiranju te pomoči, se pravi občina Turnišče, Rdeči križ, Župnijska Karitas in pa Civilna zaščita. Moram se v tej priložnosti tudi zahvaliti vsem, ki so donirali, ki so prinesli hrano, razne druge potrebščine. 5 palet smo dejansko komaj spravili na naš kamion od javnega podjetja, pripeljali, predali Civilni zaščiti, se pravi v Mursko Soboto, tako da ta hrana, ta material je že dejansko bil prepeljan v Ukrajino. Seveda, če bo potreba, bomo še sprožili še eno tako akcijo zbiranja tukaj, nekako smo potem support nudili mi z občinsko upravo, dejansko pri samem zbiranju, smo prepeljali ta sredstva, materijale na ustrezno mesto. Vsekakor tudi glede na možnost trenutno, moram povedati, da nimamo dejansko nameščene družine tukaj, kolikor pa bo potreba, pa bomo tudi to poskrbeli, da bomo dejansko našli za njih določene, bomo rekli, naslitvene možnosti. Moram tudi vedeti, da se dejansko ena občanka naša že odzvala, mi smo dejansko potem vsi kontakte od nje popisali, kolikor bo potreba, bomo potem tudi naprej predali. Individualno, se pravi individualne stanovanjske kapacitete so večinoma tu možne, zdaj kakšne večje, bomo rekli, ravno nimamo. Zdaj, če bi ta dom gasilcev, športa in kulture že imeli, bi dejansko v tem zgornjih prostorih lahko že tudi začasno nudili večjim osebam tudi namestitev, tisto začasno prvo namestitev, da se lahko namestijo, mirijo. Dejansko najbolj so izpostavljeni tukaj tudi otroci, tudi za njih bo potrebno poskrbeti. Zdaj, kot sem že prej omenil, tudi če bodo kapacitete vrtcev, bomo tudi s veseljem sprejeli otroke iz Ukrajine ali tudi kakršnih drugih koli držav. Upajmo, da ne bo treba tega, ne Borut, vsi nekako čakamo, da zadeva ne bo še bolj eskalirala oziroma da se bo umirila. Kaj reči, leto se je začelo spodbudno, kaj ne? Veliko tega se dogaja, jaz verjamem, da bo uspelo, da bodo takole, ko boste potegnili ob koncu leta črto pod leto 2022, bistveno bolj vedrejše, bolj veselo in seveda tudi spoštljivostjo do občinske uprave, občinskega sveta, s katerim delate, vam želim vse dobro. Hvala lepa.